Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnja pravljica bo pravljična želja za Elo, veliko ljubiteljico pravljic. Ela si želi slišati pošastno obarvano pravljico s pošastkom v glavni vlogi. Sedaj pa predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljični želji Ele z naslovom Pošastko. Živjo, otrok. Pošastko, moje ime. Stanujem pod tvojo posteljo. Ne več dolgo. Ko boš to bral, me ne bo več. Kar ti želim sporočiti. Izmed vseh otročajev sveta sem izbral ravno tebe. Lahko bi začel kjerkoli. V kabinetu groze, v učilnici. Tam iščejo pošasti moje vrste. Pa sem si rekel, Hari, sem si rekel, poskrbel boš za tega otroka. Ker ja, nekoč sem se imenoval še Hari, tako kot me je klicala mami. Tudi jaz sem bil nekoč majhen kot ti. Imel sem majhno ime kot ti. Toda Hari mi res že dolgo ne pristaja več. Če bi me kdaj videl, sem strahotno velik in noro nevaren. Tvoje hlače bi bile polne do vrha. Veš, kdo je bil moj oče, otrok? Grrr. Ja, natanko ta. Tisti, ta veliki. Tisti, pred katerim je trepetal ves svet. So se rušili stolpi, padala drevesa. 3 leta zapored je osvojil nagrado Zlati krik za najboljše strašenje na svetu. Tisti, pred katerim se je sam Jeti zatekel v gore, najostrejši nož v predalu. Moj oče je bil najstrašnejša pošast pod soncem, luno in zvezdami. In jaz imam njegov nos, pravi mami. Kljub temu sem se naselil pri tebi, otrok. Pod tvojo posteljo. Mirno življenje, sem si mislil. Ustaljen delovnik. Nobenih nadur, solidna reč. Jaz strašim, ti trepetaš. Običajna stvar. Selil sem se cikcak, kliklak, hop-cop, z vso šaro, ki sem jo premogel. Nastanil sem se in se lotil dela. Vsako noč kot se šika. Treskal in rogovilil, renčal in šklopotal. In zgodilo se je natanko nič. Niti najmanjšega drgeta ali prestrašenega krikca. Ampak vedel sem, premajhen je še. To še ni zanj. Nič prostora za srh v otroku. Rekel sem si, pošastko, sem si rekel, le tako naprej. Tvoji strašni časi bodo še prišli. Tedaj bo zadostoval en sam upih pošastne sapice v uho in otrok se bo od strahu zaletel v omaro. Rastel si, otrok, opazoval sem te. Vse več prostora za srh je bilo v tebi. Vse sem poskusil. Nabrusil zobe, izdelal maske, naježil kožuh. Vadil sem pošastne poglede. Zdaj jih znam že 47. Robantil glasno, drobentil, brenčal in stegoval kremplje. Glodal pod boj, škripal z vrati in skrival igrače. Prhal sem z nozdrvmi, napenjal jeklene mišice, pokal s kostmi. Grabil sem te za noge in ti izmikal odejo. In kaj se je zgodilo? Smrčiš, spiš, kruliš
in še režiš se v snu. Kaj je narobe s tabo, otrok? Kje si pokvarjen? Kje je tvoj srh? Neke noči sem zadevo preveril. Pokukal sem vate. Iskal sem srh, grozo in strah. Prisluškoval v ušesih močno šumenje. Posvetil nos, džungla iz dlak. Odprl sem ti usta in potrkal na jezik. Velika praznina. A srha nikjer. Ves fotel si. Popolnoma neustrašen. Ampak doktor Pošastko ve, kaj mu je storiti. Vsako noč mora v popek položiti malo pošastnega kožuha in ga nekaj zavozlati v otrokove lase. Tako se širi in raste groza. Jaz gotovo nisem kriv. Dal sem vse od sebe. Vedno. Vadil sem. Pošastni trening 2000. Bliskovito zavijanje z očmi v obe smeri. Naučil sem se stati nepremično kot stena. Dobro skrivališče. Visenje stropa, zgled, bajek. Spreminjanje glasu, učinek presenečenja. Mogoče 30 dni, potem je napočil odločilni trenutek. Zgradil sem stolp, ki je bil visok kot tvoj strop. Splezal sem nanj, kar ni nevarno. Toda jaz ne poznam strahu. Jasno, saj sem Pošastko. Veš, kakšen sem bil? Visok kot gora. In ti tam spodaj majhen in nemočen, nekakšni življenjski nevarnosti. Tedaj sem pomislil, vse je mogoče. Najsrhljivejši uspeh doslej, prodor in večni strah. Pomislil sem, zdaj ali nikoli, Hari. Pošastko, zdaj ali nikoli. Zdaj. Skočil sem. Kot drevo, ki pada. Kot zapornica, ki se zapira. Kot plaz. Preprosto nate. Zadržal sem sapo kot vselej, kadar vem, da se bo zgodilo nekaj veličastnega. Toda nič. Spet nič. Nič se ni zgodilo. Nepopravljiv si otrok. Nobeno zdravilo ne pomaga. Zelo mi je žal. Tudi zate. Sprva nisem več prišel na plan. Moral sem se spočiti. Si nabrati novih moči, se spraviti nazaj k sebi. Pošastno zdravljenje. Veš, otrok, razmišljal sem o tebi in sebi. In o tem, kaj bi rekel moj oče, veliki in edini pravi grr, čigar nos imam. Odločil sem se. Dajem odpoved. Odhajam. Poiskal si bom drugo službo. Veš, kaj je hiša strahov? Tam še potrebujejo takšne, kot sem jaz. Tam še spoštujejo pošastnost. Tebi pa čavči, lepo mi je bilo s teboj. Niti malo. Ne bom se vrnil, prav gotovo ne. Kar glej, kako se bo znašel sam. Svetujem ti, da vzgojiš nekaj srha. Kakšen je vendar človek brez strahu? In če se boš do dobra prestrašil, zares dobro, potem v redu, prav. Tedaj me lahko, kar se mene tiče, tudi poiščeš. Če boš imel srečo, se bom vrnil. Poskusno. Ti dal še eno priložnost. Tvoj, nič več tvoj, Pošastko. Ja. Kako prikupna zgodba. In samo poglejte, ubogega Pošastka, kako je naveličan in obupan. Pa toliko trude je vložil v strašenje. In kaj se je zgodilo? Nič. Prav nič. No, če pa prelistamo malce naprej,
Samo poglejte. Pa lahko vidimo, da je Pošastko dobil super mega pošastno idejo, s katero bo navduševal številne otroke. Bravo, Pošastko, za vztrajnost ter pogum. Ela, najlepša hvala za idejo o pošastno zabavni pravljici. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete tudi čudoviti pravljici z naslovom Deklica in mesto, v kateri boste spoznali deklico, ki je prav tako vztrajno iskala rešitev za temačno mesto, v katerem je živela. In naj vam prišepnem, da je mesto ponovno zasijalo, z njim pa tudi meščani. Vabljeni k poslušanju. Prijeten pozdravček Eli, ter pa seveda vsem ostalim ljubiteljem pravljičnih vsebin v mojem knjižnem kotičku. Pošiljam vam en pošastni pozdravček. Čau, čau! Ja, zanimiva pravljica. Si se pa res potrudil, a ne? Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Na današnji pravljici bomo spoznali dečka Anžeta, ki rad pospravlja svoje igrače. Ter pa kosmatega pošastka Filberta, ki ne mara pospravljati. Mislite, da se bo Filbert spremenil? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Tudi pošasti pospravljajo. Pa tukaj malo počakamo, ne? Moje ime je Filbert in sem pošast. Da, prav ste prebrali. Jaz sem majhna pošast, ki jo običajno najdete v knjigah. Seveda obstajam. Ves sem kosmat. Imam zašiljene zobe, ostre kremplje in zelo rad se pošalim. Nisem zelo drugačen od otrok. Rad imam sladkarije. Rad igram košarko. Vendar ne maram pospravljati. No, tega nisem maral, dokler nisem spoznal Anžeta. Pa začnimo na začetku. Ko sem se nekega večera sprehajal, sem zaslišal čudne zvoke. Ker sem zelo radovedna pošast, sem se prikradel bliže in pogledal, kaj se dogaja. Videl sem majhnega človeka, ki je po sobi navdušeno prestavljal igrače. Videti je bilo, kot da bi ga pospravljanje resnično zabavalo. Kako čudno. Ker me je njegovo opravilo res zanimalo, in ker sem po naravi zelo norčal, sem nepričakovano planil preden. Bu! Tako zelo se je prestrašil, da je začel tekati po sobi in vpiti. Ne, prosim, ne pojej mojih igrač. Vse, kar leži po tleh, bom pospravil, obljubim. In tako sem spoznal Anžeta. Hej, čakaj malo, sem rekel. Jaz sem norčal nagajivec, ne hudobna pošast. To je bila šala. Ti si, ali nisi ti goltač igrač? Pošast, ki je igrače? Me je vprašal Anže. Sanjalo se mi ni, o čem govori. Ja, kdo pa si potem ti? Jaz. Ime mi je Filbert in se rad šalim. Daj povej, zakaj pospravljaš svojo sobo? Pospravljam, ker je čas za v posteljo, je odvrnil Anže. Kar poglej, igrače trpetajo od strahu, da bi jih pojedel goltač igrač,
če bi jih pozabil pospraviti. Čez dan, ko sem v šoli, pošast trdno spi. Goltač je buden samo po noči, ko jaz spim. Ta pošast ima rada red. Ta pošast obožuje red. In vedno je lačna. Potihoma se plazi v temi, pobira razmetane igrače in glump, na mahih pogoltne. Kje je moj najljubši vojaček, za katerega sem bil prepričan, da sem ga izgubil? V resnici ga je pojedla pošast. Moj zajček Ninica, s katerim sem tako rad zaspal? Požrla ga je pošast. In moja nova žoga, ali veš, kje je? Ali lahko uganeš, kdo jo je vzel? Zato zdaj pospravljam svojo sobo, da moje igrače ne bi končale v trebuhu tiste pošasti. Samo zato, ker sem jih pustil na tleh v moji razmetani sobi. Razmetana soba? Bolje, da mi verjameš, je zaključil Anže. Ta pošast ne prizanaša nikomur. Tudi odraslim ne prizanaša. Če si torej takšen kot jaz in ne maraš pospravljati sobe, bi bilo dobro, da pohitiš domov, preden goltač igrač odkrije tvojo pošastno razmetano sobo. Joj, kako simpatična pravljica. Samo poglejte, kako je Filbert odhitel domov pospravljati svojo pošastno razmetano sobo. No, moram priznati, da je njegova soba res precej razmetana. A verjamem, da je še dan danes vsaka igrača na svojem mestu. Bravo Anže in bravo Filbert. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še slovenski pravljici z naslovom Muca copatarica, ki je napisala pisateljica Ela Peroci. Lepo se imejte. Poskrbite, da bodo tudi vaše sobe lepo urejene, da slučajno ne pride na obisk goltač igrač. Mislim pa, da bom tudi jaz morala malce pospraviti, kaj ne? Uživajte, lepo se imejte in se kmalu spet poslušamo. Čau, čau. Ja. Bova midva tudi malce pospravila, ne? Ker tole je pa res en velik nered. Zdaj sem pa zadovoljna. Pozdravljeni, dragi otroci. Ponovno dobrodošli v YouTube kanalu Moj knjižni kotiček. V današnji pravljici bomo spoznali ljubkega medvedka, ki je dobil novo sobico. Medvedek je bil sprva navdušen, ampak zvečer je bilo v njegovi sobici precej drugače. In medvedka je bilo strah teme in samote. Mislite, da mu je uspelo premagati strah? Predlagam, da se hitro čim bolj udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Saj pošasti sploh ni. Svojo sobo imam, tako velik sem zdaj, je veselo zapel mali medved. Veliki medved je bil prav tako vesel. Končno je imel svojo sobo spet zase. V posteljo za spanec se je zahihital veliki medved. Mali medved se je zakopal pod odejo in skušal zaspati, vendar ni mogel. Vse je bilo drugačno. Tema se je zdela veliko temnejša brez velikega medveda. Potem pa je mali medved pokukal v sence in zagledal je pošast. Veliko luskavo pošast.
Prekrita z bodicami ga je opazovala in čakala ter se pripravljala, da skoči nanj. Veliki medved! Veliki medved! Je zaklical mali medved. V moji sobi je pošast z bodicami, ki me bo napadla. Veliki medved je pohitel v sobo in prižgal luč. Toda tam ni bilo pošasti, temveč le stara mahedrava igrača na naslonjalu stola. Veliki medved si jo je dal na glavo in zaplesal kot smešna pošast z bodicami. Ne bodi preveč prestrašen, sence te ne morejo napasti, je rekel. Mali medved se je zakopal pod odejo in skušal zaspati, vendar je bilo v sobi vse preveč tiho brez velikega medveda. Zabrundal si je pesmico, da bi pregnal tišino. Potem pa je pomislil: kaj če je kaj pod mojo posteljo? Nekaj, kar je čisto pri miru. Prestrašeno se je prerinil do roba postelje, pokukal pod njo in zagledal rep pošasti. Veliki medved, veliki medved, je zacvilil mali medved. Pod posteljo je sluzasta pošast, ki me bo pojedla. Veliki medved je pohitel v sobo in skočil pod posteljo. Toda tam ni bilo pošasti, temveč le stara smrdljiva nogavica. Veliki medved si je nataknil nogavico na šapo in se oglasil kot pošastci smrdljive nogavice. Potem je spravil malega medveda nazaj v posteljo. Lahko noč in eno smrdljivo nogavico za pomoč, se je zahihital veliki medved. Mali medved se je zakopal pod odejo in skušal zaspati, vendar se je počutil izgubljenega sredi svoje nove velike postelje. Preveč samotno je bilo brez velikega medveda. Ustnica malega medveda se je začela tresti in skoraj je zajokal, ko je zaslišal korake, ki so se približevali. Cop, 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 cop. Vrata so se počasi odprla in vstopil je veliki medved. Ne boj se, mali medved, je rekel. Toda nočem biti čisto sam, je posmrkal mali medved. Ne skrbi, je rekel veliki medved. Prinesel sem ti starega skokca, da ti bo delal družbo. Zatlačil je svojo najljubšo razcapano igračo v posteljo k malemu medvedu. Zdaj te ne bo tako strah, je rekel. Mali medved je zelo smešen. Se je zahihital veliki medved, ko je šel nazaj v posteljo. Strah ga je pošasti. Veliki medved se je pokril svojo odejo in skušal zaspati. Vendar ni mogel. Njegova soba je bila prazna brez malega medveda. In veliki medved je ležal v temi in si brudal pesmico, da bi pregnal tišino. Potem pa je nekaj zaslišal. Zaslišal je renčanje in pihanje, ki je prihajalo iz sobe malega medvedka. O ne, je pomislil veliki medved. Mogoče pa pošasti smrdljive nogavice v resnici je pod njegovo posteljo in hoče za večerjo majhnega medvedka. Veliki medved je zdirjal po hodniku, zvoki pa so postajali vse glasnejši. Rešil te bo, mali medved, je zaklical in odrinil vrata. Toda tam ni bilo pošasti iz smrdljive nogavice, le majhen medved, ki je trdno spal in glasno smrčal. Pri tem pa grčal in sopihal, kot to počno majhni medvedi. Kako prikupna pravljica, kaj ne? Bravo! Pa je medvedek le lepo prespal prvo noč v svoji sobici in sedaj bo vsako noč lažje zaspal. In tako je medvedek premagal strah, ki pa ponavadi tiči kar v nas samih, ko so naši možgančki preveč aktivni ter polni domišljije. In tako bo kar držal na svet današnje pravljice, saj pošasti sploh ni. Dragi otroci, prisluhnite še kakšni pravljici v YouTube kanalu Moj knjižni kotiček. Pozdravček vsem, lahko noč in se kmalu spet vidimo. Čau, čau!
šel k medvedku. Tako. Pozdravljeni, dragi otroci! Ravno brskam po knjigi in iščem, katero pravljico bi danes izbrala za vas. Namreč v mojem knjižnem kotičku se nahaja ogromno zanimivih pravljic, ki že čakajo na vas, zato se le naročite. Za današnji dan pa sem izbrala eno zelo zanimivo pravljico z naslovom Lepotica in zver. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo tejle pravljici. Pred davnimi časi je v mestu v razkošni hiši živel bogat trgovec s 3 hčerami. Starejši 2 sta bili sebični in domišljavi. Najmlajša, ki so jo zaradi očarljive zunanjosti klicali Lepotica, pa je bila dobrosrčna, iskrena in velikodušna. Trgovec je zaradi slabih kupčij izgubil velik del premoženja in se je moral s 3 hčerami preseliti v skromno kočo na podeželju. Lepotica se je zlahka navadila na novo življenje, sestri pa sta se nenehno pritoževali. Nekega dne je oče oznanil, da mora odpotovati v mesto. In ker se mu je obetal posel, ki bi ga lahko rešil denarnih skrbi, je hčeram obljubil, da bo vsaki prinesel darilo. Starejši sta takoj zahtevali obleke in dragulje, medtem ko si je Lepotica zaželela samo vrtnico. Žal se trgovcu načrti niso posrečili in domov se je odpravil praznih rok. Ko ga je na poti presenetil snežni vihar, se je poiskal zavetje v navidez zapuščenem gradu. Naslednje jutro se je zastrmel skozi vrata v ograji in pogled mu je obstal na bujno cvetočem rožnem vrtu. Spomnil se je na obljubo, ki je dal Lepotici, segel proti eni od prekrasnih vrtnic in si rekel: tako bom osrečil vsaj eno od hčera. Nenadoma pa je iz grmovja skočila grozna pošast, trgovca zgrabila za roko in zarjovela: nehvaležnež, sprejel sem te pod streho, ti mi pa kradeš? Trgovec je momljal opravičilo in pojasnjeval, da je vrtnica darilo za najmlajšo hčer, a zver se ga ni usmilila. Izgovori te ne bodo rešili pred ujetništvom pri meni, razen če mi v zameno za svobodo ne pripelješ lastne hčerke. Po teh besedah mu je pošast predala polno skrinjo draguljev za hčere, da bodo imele od česa živeti med njegovim ujetništvom. Trgovec se je nato lahko vrnil domov, da bi se še zadnjič poslovil od deklet. Nesrečni starec je hčeram pokazal zaklad in jim v solzah povedal, kako je prišel do njega in kaj mora storiti v zameno zanj. Lepotica pa se je brez pomisleka ponudila. Ker si v težavah zaradi moje vrtnice, bi te morala jaz spremljati, kakor predlaga zver. Drugi 2 hčeri, ki ima ni bilo dosti več do draguljev kot do lastne sestre, sta ga prepričali, da mu ne preostane drugega, in tako se je naslednji dan Lepotica z očetom odpravila do gradu. Zver jo je prijazno sprejela, trgovca pa je na hitro odslovila in mu zabičala, naj se ne vrača več. Takoj, ko sta ostala sama, jo je pošast pomirila in ji podarila posebno zrcalo, v katerem je lahko kadarkoli uzrla svojo družino. Lepotica in zver sta se s časoma močno navezali, saj sta vse dneve preživeli skupaj. Vsak večer jo je pošast prosila, naj se poroči z njo. Ona pa jo je zavrnila, češ, da do nje čuti le prijateljstvo. Ko je Lepotica nekega žalostnega dne v čarobnem zrcalu videla, da je oče hudo zbolel in obležal v posteli, je odhitela k zveri in jo prosila, ali ga lahko gre obiskat. Pošast je nerada pustila oditi, a jo hkrati posvarila. Jutri greš lahko obiskat svojega ljubega očeta, torej vrni se čez 7 dni, sicer bom umrl od žalosti. Takoj, ko se je Lepotica vrnila domov,
se je oče tako razveselil, da je v nekaj dneh povsem okreval. Pomirjena se je že pripravljena za vrnitev v grad, vendar sta jo sestri iz zavisti zaradi razkošnih oblek in dragotin, s katerimi jo je obdarila zver, prepričali, naj z družino ostane še kakšen dan. In ko se je naposled le vrnila k prijazni pošasti, je bila ta že napol mrtva. Šele takrat je spoznala, da jo globoko ljubi, zato je objela in rekla: nikar ne umri, ljubezen moja. Ko bi le vedel, kako te ljubim in se želim poročiti s tabo. Takrat je umirjajoča zver čudežno izginila in namesto nje se je pojavil čeden princ ter ji zaupal svojo čudežno zgodbo. Zlobna čarovnica ga je spremenila v grozno pošast, njen urok pa je lahko premagalo le dekle, ki bi ga iskreno ljubilo. Ljubimca sta prekipevala od veselja in se radostno objela. Čez nekaj dni sta se poročila in na svatbo sta povabila tudi lepotičinega očeta. Hudobni sestri sta se spremenili v kamnita kipa in zavedno ostali na grajskem vrtu, kjer sta bili priče sreče med ljubko lepotico in njenim ženinom. Konec dober, vse dobro. Še ena izmed pravljic, ki dokazuje, da ljubezen premaga vse težave. Tako, verjamem, da vam je bila pravljica všeč. Če si pa želite slišati še kakšno pravljico, potem le kliknite na moj knjižni kotiček. Lepo se imejte, uživajte, radi se imejte in se kmalu spet vidimo. Čau, čau! Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Danes bom imela družbo. Družbo ene simpatične mini pošasti. Zakaj pa mini pošasti? Zato, ker so danes na vrsti zgodbice iz knjige z naslovom Mala pošast Mici. Tale pošast sicer ni Mici, je pa precej podobna. In upam, da ne tako nagajiva kot tale pošast Mici iz knjige, ki jo je napisala pisateljica Majda Koren, za ilustracije pa je poskrbela Jelka Godec-Šmid. Tako. Danes vam bom prebrala nekatere zgodbice iz knjige Mala pošast Mici, ne vse. Če si boste želeli slišati še kakšne zgodbice, potem pa le pokukajte v knjigo, kjer jih boste našli še precej več. Tako. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo, kakšne vragolije je počela tale pošast Mici. Smo pripravljeni? Smo. Mala pošast Mici. Mala pošast Mici je ždela na polici v trgovini z igračami in se delala, da je čisto navadna igrača. Takrat je v trgovino vstopil moj stric Zlatko, ki je kupoval darilo za moj rojstni dan. Všeč mu je bila igrača z dolgo rožnato dlako, velikimi zelenimi očmi in kratkimi rokami in nogami. Kupil je Mici. Zvečer, ko so gosti odšli z rojstnodnevne zabave, se Mici postavil na nočno omarico. Tedaj pa je začela zavijati z očmi in migati z ušesi. Ja, saj si živa? Sem vzkliknil. Ne, nisem živa, ampak Mici. In povem ti, Šimen, da ni prav nič udobno spati na nočni omarici. Ali ne bi mogla spati pri tebi? Tako sem jo vzel k sebi, jo lepo pokril in zaspala sva. To noč sem slabo spal, kajti Mici se je ves čas premetavala. Lezla enkrat k mojim nogam, drugič mi je dihala v ušesa, potem mi je zlezla za pižamo in nazadnje potegnila odejo z mene. Prava pošast, čeprav majhna. Zato sem izjutraj napravil posteljo iz škatle za čevlje. Oblepil sem jo s sličicami, vanjo sem položil majhno odejo in majceno blazino.
Mici, kako ti je všeč? Sem jo vprašal. Lepa je rekla Mici, zlezla pod odejico, jo zabrisala na drug konec sobe, se zasmejala in zbežala v kopalnico. Ojej, ne sme me pustiti same v kopalnici. Stekel sem za njo. Kopalnici. Iz kopalnice sem zaslišal šumenje vode. Mici je že zamašila kad, zlila vanjo pol steklenice peneče kopeli in do konca odvila pipo. Tako sva se šla kopat, čeprav je mama rekla, da ni nujno, da se kupava 2-krat na dan. Mici je najbolj zabavalo, ko je s pipe skakala na glavo. Pene je bilo vedno več. Lezla je že čez rob kadi na tla. Mici se je iz nje napravila brke in brado. Juhu, zdaj sem dedek, je zavpila, spet splezala na pipo in skočila. Čof! Voda je brizgala po kopalnici in s stropa je kapljalo. Stopila je mama in skoraj jo je kap. Pomagala mi je pospraviti kopalnico. Nazadnje sem si s sušilnikom posušil lase. Hotel sem posušiti še Micino razmočeno dlako, kajti videti je bila kot polit cucek. A Mici se je sušilnika tako ustrašila, da je zlezla na radiator in ni hotela prej dol, dokler se ni prepričala, da sem sušilnik spravil v omaro. Puding. Mici misli, da se spozna na vse reči, tudi na kuhanje. Mama pride domov ob 4, midva pa se rada posladkava že prej. Skuhajva si puding, sem predlagal. Pudnik, je rekla Mici, medtem ko je brskala po posodicah za čimbami. Ne pudnik, reče se puding. Ponovi. Pudnik, je rekla Mici, skočila z omarice na tla in se skrila pod mizo. Kaj ta pošast res ne more biti pri miru? In sva kuhala puding. Ravno ko sem odstavil kuhani puding štedilnika, je zazvonil telefon. Mama je hotela vedeti, ali je doma vse v redu. Seveda, mami, z Mici kuhava puding. Joj, hotel sem reči puding. In ko sem se vrnil v kuhinjo, je bil v posodi res samo še puding. Mici je namreč stresla v puding pol posodice kumine, malo moke in pest soli. Potem sva morala jesti prepečenec. Je pa kar zabavno tale Mici, a ne? Mici se šminka. Za vrati v naši kopalnici je omarica in v njej so spravljene mamine reči. Danes se Mici šminka. Kako se ji zasvetijo oči, ko odpre omarico in zagleda toliko posodic in šmink in barv in krem. Najprej ustnice. Danes naj bodo oranžne. Lica. Letos so moderna modra lička. Naj bodo kar modra. Veke. Kakšne bi želela? Črne. Ja, črne kot noč. Dlaka? Zares. Zakaj bi morala biti moja dlaka vedno samo rožnata? Naj bo zelena. Juhu! Zakriči Mici. Vzame največji čopič iz omarice, izprazni pol tube barve za lase in si z njo pobarva dlako. Ampak dlaka sploh ne postane zelena, temveč rumena. Saj veste, kaj ne? Mici še ne zna brati in je pač vzela rumeno barvo. Mici si je zelo všeč v novi podobi. Manjka samo še parfum. Mici si z njim pošteno navlaži dlako. Odprem vrata stanovanja. Pošastno diši. Hočem reči, da preveč diši. Zgrabim Mici in jo nesem pod prho. Kaj drugega mi res ne preostane. Ja, tale Mici je pa kar nagajiva, a ne? Mici zboli. Vstal sem, se oblekel, pozajtrkoval, pa me tisto jutro še nihče ni pocukal za lase. Nihče me še ni polil s čajem in nihče ni potegnil prta z mize. Vse je bilo preveč v redu. Kje neki je Mici? Pogledal sem pod mizo,
v kopalnico na umivalnik, kjer se tako rada igra. In nazadnje sem pogledal njeno posteljico. Mici je ležala v njej in me začudeno gledala. Boli, je zastokala. Ja, kaj te boli, Mici? Sem dejal in je vzel v naročje. Ušesa, je potožila. Pogladil sem jo po dlaki. Njeno telo je bilo vroče. To je zato, ker se po kupanju ne pusti obrisati. Prinesel sem ji čaj. Iz robca sem napravil rutko, da je grela Mici na ušesa, potem pa sem moral hitro v šolo. Ko sem prišel domov, so po stanovanju ležale kocke, stena je bila na novo počečkana in radio je igral na ves glas. Oddahnil sem si. Mici je že ozdravela. Mici pade iz nahrbtnika. Ura je bila že 7:30. Šimen je dirjal po stanovanju. Iskal je čiste nogavice in šolske copate. Le kam je bil včeraj zabrisal šolski nahrbtnik? Grozno se mu je mudilo v šolo. Medtem pa je Mici tečnarila. Vzemi me s seboj v šolo, prosim, Šimen, samo enkrat. Ne bodi nositna, Mici, vidiš, da se mi mudi. Čisto tiho bom sedela, skrila se bom pod klop, niti pisnila ne bom, obljubim, prosim, no. Je moledovala in poskakovala okrog Šimna. Naj bo, se je končno vdal in jo stlačil na hrbtnik. Le Mici nosek je kukal na plano. Šimen je hitro zaklenil stanovanje in stekel proti šoli. Mici pa je bilo na hrbtniku tesno. Premetavala se je sem in tja po nahrbtniku, lezla med zvezki in po nesreči povohala Šimnove šolske copate. Kako smrdi, zraka, zraka, je zavpila in pomorila glavo iz nahrbtnika. Zunaj je bilo zanimivo. Nagnila se iz nahrbtnika in padla na pločnik. Šimen ni ničesar opazil, saj se mu je preveč mudilo v šolo. In Mici je ostala sama na pločniku. Pred šolo. Prvi sončni žarki so pokukali skozi okno lutkovnega gledališča. Zajec je Mici postregel s čajem in piškoti. Hvala za prijetno noč. Danes moram res poiskati Šimna. Že 3 dni sem od doma. Se je Mici zahvalila zajcu in odskakljala na ulico. Bilo je še zgodaj. Ljudje so hiteli v službo. Med njimi je Mici opazila otroke s torbicami in nahrbtniki na ramenih. Hej, to so gotovo otroci, ki hitijo v šolo, je prešinilo Mici. Stekla je in jim sledila za prvi, za drugi in za tretji ovinek. In tam je stala šola. Mici je stala ob ograji pred šolo in čakala. Se bo Šimen prikazal? Kaj pa, če sploh ne hodi v to šolo, temveč v katero drugo? Ne, ne. Saj tamle vendar prihaja. Nekam slabe volje je videti, kar v tla gleda. Šimen, je zaklicala Mici in se ga oklenila okrog kolena, ko je prišel mimo nje. Mici, je ves srečen zašepetal Šimen, ko je zagledal. Jo prijel in stisnil k sebi. Stlačil je pod pulover. Zdaj pa le tiho, v šolo morava in brez neumnosti, prosim. Mici je res ves čas tiho ždela pod Šimnovim puloverjem in se trdno oklepala gumbov na njegovi srajci, da se ne bi spet izgubila. Po pouku sta odšla proti domu. Mici je smela kukati izza puloverja na cesto. Ja, tale pošast Mici je pa prav nagajiva, ampak tako zelo simpatična, kaj ne? In v tej knjigi je še mnogo kratkih zgodbic in prigod, ki sta jih doživela Šimen in njegova Mici. In otroci, naj vam samo prišepnem, da se na koncu vse dobro izteče. Če si želite slišati še kakšno pravljico, pa le pokukajte v YouTube kanal Moj knjižni kotiček, kjer na vas čaka že kar nekaj pravljic. Lepo se imejte in en pošastni čau čau!